Dobi. Nadaljujemo s tretjo sekcijo, v kateri pozdravljam magister Tomija Dolenca, ki nam bo predstavil predavanje z naslovom 2020 IKT v izobraževanju od 1. do 2. petka 13. Magister Dolenc, beseda je vaša. Hvala lepa in lep dober dan z Arnesa. Najprej mogoče pojasnim, kaj dela ta petek 13. v naslovu. Torej, 13. marca letos je bil petek in takrat smo se zavedali, da v ponedeljek ne gremo v šolo, oziroma da otroci ne grejo v šolo. Potem sredi novembra, ko so bili spet vsi otroci doma, pa nadaljavo delali, je bilo tudi tam nekje sredi novembra in ko smo zajemali večino podatkov, ki so v tej prezentaciji, sem rekel, spet je petek 13. No in ta prezentacija predvsem govori o tem, kaj se nam je vmes zgodilo. Zdaj, kaj nas v bistvu druži, bi rekel vse nas glede informatike, vsi si že četrt stoletja prizadevamo, da bi bilo čim več informatike v izobraževanju, znanosti, e-upravi, in letos marca je naenkrat izobraževanje postalo digitalno, Lahko tudi rečemo, da se nam je šola čez noč na glavo postavila, kar malo več, kot smo mislili. Zdaj, mi smo imeli konferenco Mreža znanja, kjer smo tudi precej obdelali te ostale pedagoške, psihološke vidike, ampak dajmo si za hip pogledati, kaj pomeni to v tehničnem smislu za nas, ki smo že glih z Arnesa. To pomeni povprečju 100-krat povečana uporaba storitev. Mi smo temu rekli informacijski cunami. Zdaj, cunami prikaže lepo tale desna slikca zgoraj, to je v grobem rečeno graf mase elektronske pošte po tednih v 2020 od januarja do maja, vidite praznike, ki je še vedno aktivno sveča, kot v delanikih prej. Ampak, če se koncentriramo na te storitve, ki so bile najbolj izpostavljene v tem času, recimo spletne učilnice, spletnih učilnic imamo zdaj približno 54.000, ampak že pred pandemijo jih je bilo 13.000 in so učitelji kar delali noter, ampak prej je bilo 150 uporabnikov naenkrat noter, recimo, hkrati. Zdaj, danes jih imamo vsak dan, oziroma čez 20.000 naenkrat, hkrati. Druga taka izpostavljena, oziroma to sem hotel pokazati, cunami jesenski se tlele vidi, pa malo drugačen. Uporabnikov je sicer več v učilnicah, ampak to ni tako dramatično. Bolj dramatično je 6-kratno povečanje, kaj delajo, to so največ interakcije z bazo. Torej, čez poletje so se več naučili in naenkrat ful več delajo. Druga izpostavljena storitev je bila Arnes video portal, to je en tak, ne bomo reči, izobraževalni YouTube, učitelji nalagajo posnetke izobraževalne, otroci gledajo. Prej je bila normalna recimo 20.000 ogledov mesečno teh posnetkov, spomladi že marca jih je bilo 20.000 na dan, danes jih je 44.000 na dan. Ko smo te podatke zajemali, tam okrog petka 13. novembra, je bilo v 3 dneh, vmes je bil vikend več prometa na tem portalu kot celo leto 2019, v takih številkah govorimo. In videokonference seveda, to je pa ta srednji graf, ne zgleda tako strašno strm, cunami, ampak to zato, ker se sploh ne vidi, kaj je bilo prej. Namreč prej je bilo 100 uporabnikov na dan, recimo na videokonferencah, danes jih imamo 50.000 v istem hipu, v več kot 20.000 videokonferenčnih sobah vsak dan. Skratka, v takih skokih govorimo. Zdaj, kako se prilagodimo tehnično na take skoke? Seveda nadgrajujemo, širimo infrastrukturo, kaj pomeni to, strežnike, diske je treba, ampak vse, komunikacijska oprema, omrežje, kompletna infrastruktura, tudi zaščito je treba pojačati, spomnite, da so nas nekaj napadali z DDoS-i jesen. In to pomeni ne samo dodajati diske strežnike, ampak tudi razširiti arhitekturo, IT-ovci vemo, kaj to pomeni. To pomeni, da iz močnih strežnikov pridemo na več paralelno strukturo, ki lahko z dodajanjem strežnikov hitro okrepimo, če se pojavi nekje šibka točka. Posodabljali smo storitve, seveda uporabniki so želeli nove funkcionalnosti, tukaj smo poskušali tisti, kjer so si učitelji najbolj želeli nekaj. 2 novi videokonferenčni storitvi v bistvu smo morali na hitro postaviti oziroma realizirati, ker se je skazalo, da klasične videokonferenčne storitve niso bile v redu, ampak so bile enostavno, oziroma so licence predrage, to je mednarodna izkušnja. Tudi druge države so imele enake probleme. Tako da smo najprej postavili odprtokodno rešitev na Jitsi platformi, potem so pa ugotovili, da tudi zaradi zahtev in vsega je bilo enostavno treba kupiti izobraževalne licence za šole, za vse učitelje. Zdaj, če me vprašate, kjer je bila najbolj obremenjena Arnesova storitev v tem času, definitivno ljudje. Tehniki naši, tele mravljice tukaj delajo od marca v bistvu po noč čez vikend, ker strežnike že lahko kupimo, pa jih montiramo
če imamo denar, ne. Ampak izkušenega sistemca pa ne dobiš čez noč, ne, zlasti v javni sektor, ne. Zdaj, izpostavljene storitve, ne, smo rekli, najbolj so bile, kjer šole so nam povedali to, kar smo sicer že vedeli, najpomembnejša stvar je spletna stran šole pa spletna učilnica. Na spletnih stranih šole se ni veliko govorili, čeprav so skoraj vse spletne strani šole na Arnesu, ampak to pač zato, ker so delale, ne. Te spletne učilnice predstavljajo neko osnovo, nek kor vodenja pouka, ne, lahko jih vdelamo v spletno stran, ful smo jih posodabljali, neke novosti, zelo velik hit med učitelji je ta upravljanje oziroma delanje interaktivnih gradiv z temi H5P gradniki, to, da so lahko cele razrede uvozili iz imenika v spletno učilnico, pa povezava z drugimi orodji, ki jih uporabljajo šole, Teamsi, OneDrive, Google Drive, you name it, ne. Seveda je bilo treba, potem, ko smo strežnike stabilizirali, optimizirati pa pohitriti storitev, to še vedno v bistvu ves čas delamo, je pa tukaj v bistvu malo neznan teren, ne, takih velikih sistemov, ne, spletnih učilnic dejansko v bližnji regiji ni, tudi v svetu smo med 100 največjimi. In zdaj poteka zelo živahna izmenjava, mednarodna izkušnja, ne, kako s takimi velikimi sistemi delati, ker enostavno se vsi malo učimo, ne. Vse države imajo te probleme. Več uporabnikov pomeni več podpore, ne, imeli smo recimo jesen, takrat, ki je bilo najbolj gosto, tudi zjutraj v 2 urah 500 klicev pa 500 mailov recimo, ne, in Arnes v bistvu klicejo za vse, tudi za, ne vem, a lahko mojemu otroku posodite računalnik, ki ga nima, ne moremo, gospa, na šolo se obrnite, šoli bomo pa dali, ne. Vse, kar ima v predponi video, je bilo aktualno, seveda, video repozitorij sem že rekel, prenosi v živo, v bistvu taki sistemi, kot ga danes uporabljamo, torej podpora takim dogodkom, mi imamo v bistvu tudi tak sistem, s katerim pač brezplačno podpiramo uporabnikom podobne dogodke in zato je blazno veliko povpraševanja v teh časih, si lahko mislite. Še ena stvar, ki je s tem povezana, je pa bila ta čudovita zgodba, ki je ilustrirana s tole slikico desno spodaj, ne. Namreč oglasila se nam je že spomladi ena zagnana raziskovalka z biotehniške fakultete, je rekla, da imajo čudovit film, avtorski, Jeana Bertrana, o pomenu vode za sodobni svet in da lahko dobijo pravice, če Arnes lahko omogoči ogled za šole. In smo bili vsi zaprepadeni, ko je bilo v marcu, ali ne, v aprilu, je bilo to 180,000 ogledov tega dokumentarca, ne, šole so ponorele, vključile se to v izobraževanje in Francozi so bili potem toliko navdušeni, da so nam dali avtorske za objavo in zdaj je ta reč na voljo na našem portalu, tako da sam lahko rečem, pojdite si pogooglati Žejni svet pri nas, pa poglejte si ta film, kar je noro dober. Ja, novi časi prinašajo nove izzive, ne, predvsem na področju varnosti in zasebnosti, enostavno več ljudi dela online, večja izpostavljenost, ne, slej ko prej se bo nekdo spomnil, da se zgodi nekaj takega, ne, dobite sporočilo spletnega skrbnika, joj, vaša storitev ne dela, samo tukajle geslo vpišite, ne, pa bo vse v redu, ne. Torej, tega je nenormalno več, letos jeseni prevare, napadi, to se izkorišča. Zdaj, v tej izolaciji se tudi zelo povečuje efekt, mi imamo dosti dela s tem osveščanjem, ne, efekt normalizacije, izgube zasebnosti, pa efekta informacijskega mehurčka, ne, da smo bolj zaprti v nek svoj krog informacij, ravno tako problemi zasvojenosti, ne, več za napravami preživimo in verjemite, niso tukaj problem domače naloge, ne pa to, kar šoli delajo, če bo kdo vprašal. Pa tudi druge stvari, ne, spletno nasilje se poveča, ne, zdaj ni več toliko realnega, spletnega je še več, na to treba zelo računati, ne, in zdaj učitelji so včasih malo zmedeni, ne, da je treba tudi v tej virtualni šoli postaviti pravila obnašanja, tako kot so v šoli, nekatera premisliti, nekatera vzpostaviti na novo. Eno pravilo je tudi to, kaj zdaj starši, ki so naenkrat v učilnici ali pa v Zoom konferenci, a je to dobro, ker lahko otroku pomagajo ali v bistvu motijo pouk, a se lahko zraven pri ocenjevanju, najbrž ne, ne. A lahko snemajo učno uro, ne, tudi verjetno ne, a lahko učitelj snema, to je že vse pod to GDPR rubriko, ne, ampak ta GDPR prinaša tudi neke take izzive, ki se prevedejo v človeški jezik, vprašanje, a se lahko učenci različnih razredov srečajo v knjižnici. Lahko bi rekel, ne. Skratka, premisliti treba, ne, ko se sejemo v virtualne vzporednice živih procesov, torej v razredu recimo, ali pa v normalnem življenju, pa kaj to pomeni zdaj online, ne. Zoom bombing, ne, je tak buzzword zadnjih časov, kaj to pomeni nepovabljen vstop v videokonferenco, lahko se zgodi nekaj takega, da pač nekdo v videokonferenčno učno uro takole vdre noter, pa se takole malo heca. Dostikrat so to učenci
in učenci so prišli toliko na lušt, da se na družbenih omrežjih dejansko pozivajo, dajte napasti tole konkretno videokonferenco. Zdaj, druga stvar, ki je, učenci se lahko hecajo, imamo včasih težave tudi redko sicer starši, ki dejansko motijo, pouk žalijo učitelja, da nima pojma, da ne zna opravljati svojega dela, in to je nova situacija, ker v fizični razred starša pač ni bilo. In zdaj mi se s tem srečamo v glavnem, ko rečejo, joj, zgodilo se je to pa to, torej kurativa, kaj lahko naredimo, lahko pomagamo, razvozlati, kaj se je zgodilo, ampak sam do ene mere, torej oni lahko uganejo, mogoče kdo je bil, če pa hočemo res izslediti napadalca, je pa treba sodni nalog, policija, IP številka, operater, to ni tako simpel in šola se redko odloči za to, se pa, lahko rečem, hiša eksperimentov, ki so imeli na odprtem dogodku tak napad, se pa je odločila, eno ali dve tožbi vložila. Torej, mi svetujemo seveda preventivo, prvič ta pravila šolskega reda, ki se dajo uveljaviti, pa ustrezno zaščititi storitev, pa seveda, če uganemo, kdo je bil napadalec, na pogovor ga poklicati, to velja kot za učence, tudi za starše, pravijo šole, da to deluje. Seveda najbolj zaščita močna, je pa verodostojna prijava vseh udeležencev, da ne šeramo samo tega linka, ampak tukaj se zaletimo vprašanje, a imajo vsi učenci neko digitalno identiteto. Seveda lahko bi jo imeli, oziroma mnogi jo imajo. Digitalna identiteta tukaj smatram torej skupek elektronskih podatkov, ki jih rabimo za to, da lahko neko storitev uporabljamo. Tipično je to uporabniško ime, elektronska pošta, recimo. V izobraževalnem svetu, raziskovalnem, tudi ne samo v Sloveniji, ampak mednarodno je to nekaj, čemur se reče AI, federacije, Federated Access AI račun. V bistvu zadeva je nekaj podobnega temule SIPAS-u, kar poznamo v tem prostoru. In v bistvu vsi naši uporabniki to imajo, tako identiteto in se z njo prijavljajo v spletne učilnice, v video, v Zoom, v Microsoft, lahko tudi v Google, kot rečeno. V SIPAS je tudi vključena ta prijava, mimogrede, zato ker se je Ministrstvo za izobraževanje zaželelo, za šolstvo, da se dijaki lahko s to identiteto prek SIPAS-a prijavijo v EVŠ, torej predopis izvajajo. Zdaj, kje ta identiteta je? Organizacije, torej inštitucije izobraževanja same upravljajo te identitete, na univerzah je to tudi fizično pri njih, na njihovih strežnikih, medtem ko v šolah šole imajo pa to tipično gostovano ne vse, na Arnesovih strežnikih v nekem sistemu, ki pač omogoča preprosto administracijo uporabnikov. Kar bi rad tukaj poudaril, je, da seveda vse te identitetne zgodbe je fino, da se konvergentno gibljajo in povezujejo, in to velja smo v stiku z matičnim ministrstvom, ki ima nek projekt pametne šole za upravljanje teh identitet, pa z neko enotno številko v izobraževanju. Dogaja se, slišali smo nova e-osebna, pogovarjamo se o neki državljanski identiteti, čezmejne identifikacije, torej vse te identitetne zgodbe, tudi tehnologije, bolj kot ne podobna, tukaj zadaj, in to je treba ves čas se povezovati. Še ena stvar v zvezi z identiteto, dostikrat je zmeda na šolah, ali ima šola sploh pravno podlago, ker ta hip v zakonu jo nima. Šola ima pravno podlago, da obdeluje ime, priimek, tako naprej, ne pa uporabniškega imena pa e-maila. In včasih so nekateri celo zmedeni, pravijo, pa saj pod 13 let sploh ne smeš imeti elektronskega naslova. To ni res, ne vem, kdo je to rekel, ampak vemo, da se širi. Res pa je, da načeloma za mlajše od 16 let rabiš privoljenje staršev, da šola sploh, hočem reči, da šola sploh da uporabniški ime pa elektronski naslov otroku, da lahko otrok sploh sodeluje v izobraževanju daljav. Skratka, vidite, da je to ključna zadeva, in informacijski pooblaščenec je že spomladi izdal mnenje, da to v krizi ni primerno, da je bila pravna podlaga privoljenja staršev, ampak zakonsko obveza šole, da izvaja pač svoj program. In potem sem se še potrudil, jaz tudi v navezavi z nekaterimi drugimi pooblaščenimi osebami za varstvo podatkov, in smo napisali lepo pismo na IPRS, a lahko to mnenje razširijo malo, zato ker otrok rabi elektronski naslov danes, če hočemo, da bo naslednji teden, ko bomo šole zaprli, delal. In so napisali prijazno mnenje, da v bistvu mislijo, da če je izobraževanje
z IKT-jem v redu stvar, da potem je to spada med zakonske obveze. Zdaj treba samo še zakonodajo primerno popraviti. Torej, šolam smo pripravili navodila, pa jim poslali. Seveda je treba, da imaš pogodbo z obdelovalcem osebnih podatkov, recimo tudi, če Google uporabljamo, da imamo imeti pogodbo z njim, ne. Tudi odgovor na vprašanje, so otroci premajhni za elektronske naslove ali pa za uporabniška imena, ne, v principu niso, če se prav lotimo, ne. Imamo primere dobre prakse, osnovna šola Trnovo je lep primer, kjer imajo vsi otroci od prvega razreda te identitete. Dalje. Digitalna pismenost, varna raba tehnologije, torej s tem se Arnes zelo veliko ukvarja tudi v kontekstu drugih, ne, lahko rečemo tudi medijska pismenost. O čem tukaj govorim? Govorim o vzgoji, rečemo, za virtualni svet. Če se spomnite, ko smo bili majhni, pa so nam rekli starši, pazi, ko greš čez cesto, ne govori z neznanci, lepo se obnašaj, ne naredi drugemu tistega, kar nočeš, tako naprej. Pa danes se je pridružil temu še, pa ni vse res, kar je na internetu, ne. Torej vse to, ne, je treba nekako vzgajati mlade in stare državljane. Kje se to vzgaja? Deloma je to že v učnih programih, ampak počasi zares prodira, ne. Deloma je to v programu tele skupine strokovne za uvajanje računalništva in informatike v osnovne šole. Projekti Zavoda za šolstvo obstajajo sistemski projekti osveščanja, ne, ki jih tudi Ministrstvo za javno upravo sofinancira, pa MIZŠ. Torej, varni na internetu je sicer usmerjen, ker naš sicer izvaja v drugo, pa širšo publiko, ampak tisti videi, ne, o spletnih prevarah, čudoviti, zabavni so splošno izobrazba, bi jaz rekel, to bi treba v šolah obvezno kazati, ne. SafeSC je tudi že dolga leta za osveščanje problematike za otroke in mladostnike. Nevladni projekti so tukaj tudi pomembni, mogoče poznate Codewiki, ne. Zdaj, Arnesova redna aktivnost že od leta 2014 so množični odprti spletni tečaji, Most po slovensko, MOOC po angleško, o varnosti in tukaj so zelo, to je taka sistematična dejavnost, kakor pač mora biti, zelo bogata gradiva vseh oblik, zelo veliko informacij, povezujemo vse mogoče zunanje eksperte tukaj, ciljna publika so učitelji, strokovni delavci, študenti, tudi starši, študenti precej to redno obiskujejo na pedagoških fakultetah, učitelji so dominantna publika in do zdaj smo imeli cirka 110,000 udeležencev na teh tečajih in kar je za množične tečaje popolnoma abotna cifra, celih 55 do 65% jih je bodisi prišlo uspešno skozi tečaj ali pa celo opravili živo delavnico, tako da dobijo potrdilo potem, ne. Poleg tega so še delavnice, predavanja in tako naprej množično. S tem sem prišel na to, kar smatram za integralni del Arnesove vloge, ne, torej povezovanje znanja. Mi smo letos poleti imeli delavnice v živo na šolah, 500 jih je bilo poleti in jesen, do 35 delavnic v živo na šolah v enem dnevu. Celi kolektivi so se hoteli naučiti predvsem, kako spletne učilnice uporabljati, ne. Pri tem mogoče zanimivost, da tudi NIJZ smo jim pomagali z delavnico, oni imajo sicer svoje spletne učilnice, ampak v bistvu isti sistem uporabljajo, ne. Pol te množični odprti spletni tečajih imamo enih 12 za različna orodja, za različne primere, spet največje zanimanje je bilo za Moodle, za spletne učilnice, ravno kar tudi poteka nekateri tečaji, tudi varnostni, na tem sio.si portalu. Mogoče še ena zanimivost, to ni, lahko si tudi kakšnega pogledate, ker niso samo za šole, eni so odprti in tudi isto platformo za izobraževanje, na primer, zanimivost uporablja pravosodno ministrstvo za to, da izobražuje sodnike na daljavo, ne. Torej, ravno tako ta naš sistem na tem portalu, ravno tako smo jih z delavnico malo učili. Še ena stvar, ki smo jo letos, dve stvari, ki smo jih letos na novo naredili, so zgodbe izza katedre, jim rečemo temu, torej zelo konkretni nasveti, tukaj si pomagamo z pedagoškimi fakultetami, kako neko situacijo v razredu rešiti z uporabo IKT orodij, ne. In to je bilo nekaj tisoč udeležencev v živo in do danes je ogledov teh predavanj več kot 60,000. In tukaj je zelo pomembno, da se povezujemo s pedagogi, z učitelji praktiki, torej učitelji, ki že dolgo leta so aktivni, ki so že vajeni deliti svoje znanje med kolege učitelje, ne, in povežemo te s pedagogi in potem se taki kratki tečaji pripravijo. Mrežo izobraževanja, naredili smo nov online dogodek samo v ta namen, kjer so se take dobre prakse delile, vključno s teoretičnimi predavanji septembra in dogodek je bil zelo uspešen, ga bomo verjetno še ponovili.
Še za ilustracijo, kje smo še udeleženi, zdaj se ravnokar pripravljajo priporočila za pediatri in strokovne delavce o rabi zaslona. Ne vidite, koliko je zdravo, koliko ni zdravo. Zdaj, kaj Arnes tukaj zraven dela, mi vemo skozi to svojo osveščevalno dejavnost, skozi prisotnost na terenu, s pogovori s starši, učitelji, otroci, vemo, kaj gledajo, kaj jih vznemirja, kaj je na YouTube Kids, tako naprej, in to pomaga pri tem. Zdaj počasi zaključam, oziroma črto potegnem ta nenaden prehod v en način delovanja, je izpostavil nekatere stare in nekatere nove izzive, ki se niso prej toliko poznali. Eno je ta vzdržnost storitev pa podpore, torej infrastrukture. Govorimo o tem zdaj, ima nekdo dostop do interneta, ima dosti dober dostop do interneta, ima sploh računalnik, ima dober računalnik, kakšen ga ima, pa infrastruktura, torej vse to so stvari, ki morajo imeti trajnostno financiranje, ne skozi EU projekt. Podpora je zelo važna, torej ena je ta, ki lahko nudi Arnes ali pa neke druge inštitucije, drugo je pa to, kar je lokalno na šolah, recimo, to so te informatiki, računalnikar, organizatorji informacijskih dejavnosti. Hvala Bogu je tukaj letos ministrstvo prepoznalo potrebo in je olajšano malo delo temu ključnemu podpornemu kadru na šolah. Pa naučiti se moramo ful še vsi, učitelji, starši, otroci, in tukaj je pomembno povedati, pa nisem tukaj sploh digitalne ločnice načenjal, da je vse to zelo, veliko nas mora sodelovati. Regulativa se je izpostavila, pravne podlage, avtorske pravice, šole nas obupano kličejo in sprašujejo, kaj je prav, kaj ni prav, a je učilnica spletna del šolskega procesa, a veljajo ista pravila, kaj z avtorskimi pravicami, ki so drugačne, tukaj je ogromno vprašanj. Torej, moj zadnji stavek v bistvu je, da uvajanje česarkoli na je zelo kompleksen proces, kjer je nujno povezovanje več nivojev, več različnih inštitucij in ekspertov. In s tem je v bistvu zaključeno. Dobili smo brco s tem covidom, malo smo veseli, malo smo frustrirani, hkrati je treba delati na reševanju problemov ta hip in trajnih sistemskih rešitvah. Vsi moramo skupaj stopiti in če lahko pomagamo, smo tukaj. Hvala. Najlepša hvala, magister Dolenc, za vaše predavanje. Zdaj torej nekako obvladujemo tudi cunamije oziroma smo mogoče bolj pripravljeni na nove.